Ja, letos poteka že tretje leto permakulturne šole na mojem vrtu v Predstrugah. In ko se spominjam, morda tudi ob filmih, fotografijah, kakšen je bil vrt pred 10, 5 leti in tudi pred 3 leti, ko se je šola začela, vidim, da je precej drugačen. Nekako zdi se mi, da z vrtom rastem tudi jaz. Ravno tako tudi vsi ostali obiskovalci vrta. To so seveda tudi udeleženci permakulturne šole. Da je pa to res, mi pa potem nekako pričajo vsebine, ki jih udeleženci permakulturne šole vnašajo v svoje vsakdanje življenje. V tem času je nastalo že veliko mestnih vrtov na balkonu, na strehah oziroma ob hišah raznih. Nekateri celo so kupili kmetije in so začeli tudi kmetovati po teh naravnih ciklih bivanja, ali pa rekla bi po permakulturnih načelih. Poleg tega, da tu dajemo poudarek opazovanju, nudi vsakdanje vsebine, ki so vsebine nekih naravnih odnosov, ki jim rečemo etika, kjer narava deluje v sodelovanju s človekom in živalmi v nekem uravnoteženem položaju in kjer je zastopana tudi ekonomija. Vse to je potrebno za to, da ljudje preživimo. In vsakomesečna delavnica na tej površini, ki jim rečem permakulturni vrt v Predstrugah, nekje nudi te osnove, ki jih udeleženci ponesejo potem v svoja domovanja. Seveda se vsebine vsako leto nekje, bi rekla, nadgrajujejo. In dogaja se, da nekateri že več let obiskujejo to šolo ali pa vsaj takrat, kadar je nova vsebina. Ena takih bo v septembru, ko bomo prikazali na delavnici, kako pa na permakulturni način lahko ozelenimo streho. Ne z običajno travico, ampak tako permakulturno streho, ki bo zasnovana trajnostno, z tistimi rastlinami, ki bodo sposobne preživeti v takih izjemnih okoliščinah celo leto, več let. V čem je drugačen od nekega klasičnega vrta? Drugačen je v našem pristopu, dojemanja narave, dojemanja, da so rastline tista živa bitja, brez katerih ljudje pa tudi živali ne bi mogli v takih razmerah, kot živimo danes, preživeti, če jih ne bi bilo. In dovoliti rastlinam, da živijo svoje življenje od kalitve, ozelenitve, cvetenja do ustvarjanja semen, je seveda tista stvar, ki naj bi bila vsebina vseh nas. Je vedno
poln presenečenj. Če ga znamo seveda opazovati in doživljati. Ampak tega se v življenju tudi lahko naučimo. In ko začutimo naravo, pa tudi če je to samo majhen košček zemlje, nam postaja svet iz dneva v dan lepši.